Dvojni program v Ljudskem vrtu v dolgem nogometnem popodnevu so najprej v predtekmi 26. prvenstvenega kroga mariborski in domžalski upi odločali o zmagovalcu slovenskega tekmovanja ekip U14 za Premier Cup. Na evropskem finalu bodo nastopili Domžalčani, ki so izkoristili številčno premoč in zmagali 4-1. Prelomnica dvoboja namreč že v 6. minuti, ko je bil izključen mariborski branilec Vivat. Edini zadetek za vijoličaste upe med bojem 10-11 je dosegel Sven Karič Šoštarič. Potem pa v srednji del sobotnega programa z dvobojem članske ekipe proti Rudarju, ki se od julija 2010 ni več uspel izogniti porazu v uradnih dvobojih. Pa se je šlo po novo zmago in Mezga je hitro napovedal, da bo imela velenjska obramba z njim veliko dela. Že v 3. minuti je prišel do udarca po podaji Vilerja, v zadnjem trenutku pa posredovanje Kašnika, ki je odbil v kot. Nihče mu ni mogel preprečiti, da bi v akciji številka 2 poskrbel za vodstvo. Smrekar je kot začetnik učinkovitega napada opravil prvi del naloge, podal na desno stran do Mezge, ki je spretno ciljal v bližnji kot ob vratnici in spravil žogo mimo vratarja Rozmana v mrežo za odpiranje poti do 12. zmage v 12. medsebojnem obračunu z istim nasprotnikom. Dvanajstkrat smo jih zmagali. Mislim, da jim to ni všeč. Morda nam ležijo, ampak težko je bilo, vsaka tekma je težka, tako da vsako posebej tekmo smo sigurno dobro igrali, da lahko zmagaš. Dež je vztrajno namakal igralno površino, kar pa ni ustavilo igralcev. Po prejetem zadetku so najprej nekajkrat zavrtili gostje. Ob prvem poskusu Klinar ni bil natančen. V zahtevnih razmerah so Velenjčani skušali izkoristiti tudi vsako priložnost prekinitev. Ob predložku z desne strani je bil po kotu najvišji skoku Firer, a se mu ni išlo po željah. Do odmora smo zabeležili še dvoboj Eterović-Handanović, v katerem je bil uspešnejši mariborski vratar. Drugi polčas je minil ob stopnjevanju padavin in hkrati tudi všečnih akcij. Za uvod je Berić ogrel dlani Rozmanu, ki je vstopil v obdobje z obilico dela. Slavljenec dneva Tavares je zapretil takoj po vstopu v igro. Po udarcu o podaji Cvijanovića z leve strani mu je velenjski vratar še uspel preprečiti namero. Naslednjič po izjemni akciji kratkih podaj pa več ne. Najprej je Filipović podal do Tavaresa, kapetan na levo stran Cvijanovića in sledil je atraktiven zaključek. Cvijanović po tleh do Vilerja, ta takoj s povratno podajo v sredino proti Tavaresu, ki je natančno nameril in žogo od vratnice poslal v mrežo, ter si z 12. prvenstvenim golom na najlepši način čestital za rojstni dan. It was a wonderful night for me, wonderful evening, because we won the game and I scored 1 goal, and my birthday, and I think God gave me a present to score the goal. Dvomo o zmagovalcu ni bilo, le še v končnem rezultatu. Centimetri so manjkali za 3. gol po prostem strelu Cvijanovića, ko se je vratar Rozman uspel toliko dotakniti žoge, da jo je odbil čez prečko. Kmalu še en trenutek za aplavz po novi domiselni akciji. Cvijanović in Mertel sta z dvojno podajo premaknila ravnotežje velenjske obrambe. Sledila je zaključna asistenca Cvijanovića do Berića, ki je potisnil žogo čez golovo črto in tako še 5. zapored zadel v medsebojnih obračunih z Rudarjem.
Revijo spretnih akcij sta zaokrožila Milec s podajo in Tavares z udarcem z glavo, ko je vratnica preprečila povišanje vodstva 4:0. So pa na drugi strani Velenjčani uspeli v končnici priti do častnega gola za končnih 3:1. Firer je podal z leve na nasprotno stran Bajterovića, po njegovem spodletelem udarcu se je žoga od tal odbila do Podlogarja, ki jo je uspel zadeti, da se je v blatu skotalila čez golovo črto. To ni izkalilo veselja, je pa manj prijetna novica prišla strani zdravniške službe. Po prvih napovedih Aleksandra Rajčevića, ki je moral z igrišča že v 33. minuti, zaradi poškodbe kolena čaka daljši odmor. Več bo znano po magnetni resonanci, ki bo v torek, ko ekipo že čaka naslednja tekma. V Celju se bo začela ob 18.